Živijo, tokrat se vam oglašam iz svojega skrivališča na Kredarici. Sem se rad zatečem stran od ponorelega mestnega sveta v tejle delavnici, ki mi jo je zapustil moj oče. Veliko spominov me tukaj veže na njo. Recimo, tole so škarje, s katerimi je moj oče prerezal mojo popkovino. Če je treba kaj odžagati, odžagam. Če je treba kaj prišraufati, prišraufam. Če je treba kladu vršt, ga vržem. Če je treba kaj pobarvati, pobarvam. Težava je pa v tem, da je tukaj na Kredarici, še posebej zdajle, ko bo zima, mraz. A ne bi bilo lušten, če bi lahko tale svoj kaloriferček, ki ga imam tukajle, že iz Ljubljane nekako vklopil oddaleč, pol urce prej, da me pričaka ogreta sobica. A ne bi bilo to fajn? Samo kako to narediti? Pametna vtičnica Tuta S30. Vtičnica, ki sprejme SIM kartico, ki lahko ukazujemo na dva načina. Ali preko SMS sporočil, ali pa preko posebne pametne aplikacije za sodobne pametne telefone. Vam bom kar pokazal. Kaloriferček, štromček, pametna vtičnica, poženem aplikacijo SInadzor. Aplikacija zaenkrat deluje samo na Androidih, sicer je res, da na voljo tudi za iPhone in iPade, vendar šele v testni različici. Se prijavim z uporabniško številko svojega telefona in geslom, ki sem si ga določil na Simobilovi spletni strani Moj Simobil. Status. In že se mi tule izpišejo moje domače oddaljene naprave. Zaenkrat samo ena, to je tale pametna vtičnica, ki jo lahko zdajle s pritiskom na gumb, na virtualni gumb, vklopim. Evo, prižgala se je rdeča lučka, vtičnica je pod napetostjo in kaloriferček že greje. O, kako prijetno. In uporabno. Ok, hvala. Dovolj je bilo. Zraven vtičnice spada tale toplotni senzor, ki sodi semle. Tako. In on zdaj tipa trenutno temperaturo, toploto v prostoru. Nastavim temperaturo, recimo naj bo 20 stopinj. Nastavi temperaturo. In zdaj bo za prave delovne razmere v moji delavnici skrbela pametna vtičnica.